Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. Gostja v današnji oddaji o kulturi je pisateljica Mateja Perpar, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Živijo, hvala. Gospa Perparjeva, vi ste gostja v prvem poletnem terminu pisateljske rezidence. Tako mi piše tukaj na tem papirju, drži to? Ja, drži, tako je. Kako se počutite kot rezidentka? Ja, ker je to zame ena taka izkušnja, prvič sem v taki rezidenci, težko primerjam, ampak počutim se pa dobro. Povejva gledalcem, zakaj pravzaprav gre? Gre za to, da ste mi omogočili oziroma da ste me povabili, da se udeležim pisateljske rezidence, ki se dogaja oziroma odvija, ki je v Rudarski hiši v Idriji. Tako da ima možnost pisati neko delo, literarno delo, ki je v zvezi z Idrijo in njeno tradicijo, v prostorih te Rudarske hiše, take kot je bila včasih dolgo časa nazaj. Nastanjena sem pa v mladinskem centru oziroma v hostlu. In dobro gre. Pa je to pisanje v tej Rudarski hiši morda tudi deluje dobro na ustvarjalca? Zame okolje ni tako zelo bistveno. Jaz nosim svoj navdih v glavi. Gotovo doprinese to, da lahko pogledaš slike ljudi, ki so včasih tam živeli, da čutiš to okolje, v katerem so živeli. Vidiš, kako so majhne sobe, predstavljaš si, kako so pravzaprav zelo natančno skrbeli za to, kakšen je videz hiše zunaj in znotraj. Ene stene so prebarvane z bolj zelenimi odtenki, druge bolj z rumenimi oziroma oranžnimi. Vendar pa ne bi bilo to samo po sebi dovolj, da nekaj napišeš. Moraš imeti en koncept že prej. 3 tedne boste videli? Tako, zdaj se že v bistvu, zdaj gre že v zadnji teden, gre že k koncu to. Pa potrebuje pisatelj za ustvarjanje v takih razmerah le čas ali je tudi koristno, da začuti utrip mesta? Seveda, utrip mesta. Jaz imam na Idrijo lepe spomine, ker sem bila tukaj kot gimnazijka. Narava je nekaj, kar me vedno znova navdihuje. Jaz se regeneriram tako, da pač, ker vsak dan pišem, zadala sem si neko normo, grem potem na sprehod po Rakah in se tam naužijem narave in šumenja vode in malo opazujem ljudi. Je pa pisanje ravno toliko stvar discipline kot stvar navdiha. Se pravi, če ne bi imela discipline in bi imela občutek, da lahko pač počnem karkoli, pa bo potem že nekaj nastalo, se najbrž ta stvar ne bi samo od sebe napisala. Čeprav ste že v gimnazijskih letih pisali, ustvarjali, zasledil sem podatek, da ste objavljali tudi v Idrijskih razgledih. Objavila sem pesmi v Idrijskih razgledih, ker v tistih najstniških letih pač mislim, da veliko ljudi piše pesmi, ker je treba toliko stvari vendati. Kako ste takrat Logatčani, doma ste bili takrat v Logatcu, gledali na Idrijo? Jaz imam mamo iz Cerknega, tako da moja percepcija seveda ne more veljati za vse Logatčane. Je pa res, da ker v Idriji na Idrijski gimnaziji ni bilo sprejemnih izpitov, so večinoma hodili na Idrijsko gimnazijo tisti, ki so imeli slabše ocene. Tisto leto, ko sem se jaz vpisala, je bila pa v Idriji možnost splošnega programa, ker so v Ljubljani pač še vedno imeli programe usmerjenega izobraževanja. In ker sem jaz želela imeti vse poti odprte, sem se odločila za Idrijo. In mi nikoli ni bilo žal. Kako pa se danes v Ljubljani sliši, ko rečete znancem, prijateljem, grem za skoraj en mesec v Idrijo, bom pisala knjigo v Idrijo, iz Ljubljane v Idrijo? Ja, seveda, Ljubljančani, ljubljanski prijatelji so začudeni, da bi nekdo se odločil za nekaj takega. Ampak na radiju, kjer delam, so ljudje z vseh koncev. Tako da tam smo ena taka zelo zanimiva druščina. Vsak ima zelo individualne poglede na svet, ogromno debatiramo o vseh stvareh in njim se ne zdi tako nenavadno, da bi se odločili za nekaj takega. Po gimnaziji vas je pot vodila na študij angleščine, na filozofsko fakulteto. Ja. Zakaj angleščina? Angleščina zato, ker sem jaz imela toliko enih želja, kaj bi želela študirati, da pravzaprav sem rekla, dobro, grem delati več sprejemnih izpitov,
pa sigurno nekaterih ne bom naredila in bom vedela, kaj se bo iz tega potem izcimlo. Ampak naredila sem izpit iz nemščine in slovenščine in angleščine in potem sem šla še na AGRFT poskusiti, kjer sem zelo neuspešno to opravila. In izcimlo se je potem, da pravzaprav me najbolj od vsega zanima angleščina. Tudi mi je blizu angleški humor, za katerega mislim, da je tudi idrijskemu blizu. Res? Ja, na en tak odrezav način, sposobnost norčevanja iz samega sebe in predvsem, kar v teh koncih se rado dogaja, dajanje vzdevkov. To je zelo značilno. Potem najbrž poznate knjigo Lidije Kleindienst, Bom knapa vzela, bom vere vesela. Tako. Iz te knjige, to knjigo sem prebrala in sem tudi črpala od časa do časa kakšno idejo za kakšno podrobnost v tej knjigi, ki jo pišem. Rdeča nit vašega študija oziroma tega obdobja in tudi kasnejšega pa je v bistvu vaša ustvarjalnost. Pišete pesmi, zgodbe za otroke, prevajate, ste glasbenica. Ne zmanjka vam teh zanimivih aktivnosti? Ja, tukaj je mal problem s samohvalo, ker se človek pač nekako, imamo privzgojeno, da se naj ne bi pohvalili same sebe. Jaz se pa bom zdaj, jaz imam precej talentov in nekako vedno si predstavljam, da če ne bi počela teh stvari, ne bi znala dobro živeti. Jaz zelo dobro živim zaradi tega, ker moja služba predstavlja nek temelj, neko osnovo za neodvisnost. Moje ustvarjanje je pa tisto, kar zaradi česar jaz letim, kar mi daje plamen v življenju. No, ampak ta temelj je pravzaprav jezik. Ne? Na radiju temelj je pa jezik, vsak dan v stiku z jezikom. Tako. In tudi sem se ogromno naučila, ker imamo zelo stroge lektorje, vse novice, vse, kar preberemo, razna besedila, vezna besedila in tako naprej, to je vse lektorirano. In človek potem zelo izbrusi občutek za jezik. Zanimiv je tudi ta podatek. Izdali ste knjigo 4 igre. In ena od teh iger je bila kot bralna uprizoritev odigrana tudi v Londonu. Ni prav veliko slovenskih avtorjev, ki bi jih brali v Londonu. Ne, to je bilo, pravzaprav mene je k pisanju zelo spodbudila Polona Juh. In je rekla, pa daj napiš kaj, zakaj pa ne bi, ne? Ker sem ji razlagala, da si želim pisati za gledališče in to, pa je rekla, kar daj. In sem se lotila in sem napisala najprej prvo stvar, popolnoma prvo stvar dramatično, ta niz prizorov vas lahko zapeljem. Potem sem pa spoznala preko Polone eno režiserko, Majo Milatović Ovadija, ki je pol Slovenka, pol Srbkinja in ona je s svojim možem odšla živeti v London. In ko smo ji poslali ta besedila, so ji bila zelo všeč in me je povabila, če me zanima, da pridem tja in mi omogočila to bralno prizoritev. Bralno prizoritev je pa videti tako. V Angliji je ogromno ljubiteljskih gledališč. To je bilo gledališče The Blue Elephant, tako majhno. In igralci pridejo zjutraj in potem dobijo besedilo. Potem se to besedilo prebere, pregleda, se prinese nekaj rekvizitov, ker bralno prizoritev to ne pomeni, da narediš celotno predstavo. Ni časa, ni sredstev. Ampak to se potem dela ves dan, vmes se gre na nek čips, neko mini kosilo do večera in naslednji dan spet zjutraj, popoldne pa so predstave oziroma popoldne in zvečer. Bili sta 2 predstavi. Igralci so se zelo zabavali, tudi jaz sem se zabavala. In spominjam se, da je bil tam en prizor, vas lahko zapeljem seveda niz prizorov, ki govorijo o zapeljevanju, kako se moški tega lotevajo, kako se ženske na to odzivamo. In je en prizor, ki vsebuje tudi masturbacijo. In tam en mlad gospod se trudi sam s seboj. In ko sem opazovala občinstvo, je zraven mene sedel eden in kar ni mogel gledati tistega in je tako naredil. Pa ni bilo, bi rekla, na noben način izpostavljeno kot pornografsko, ampak je bilo samo tako malo mučno, ker ne pride do konca. In ko sem videla tisto reakcijo, sem rekla, aha,
to pa deluje. Deluje. Ja. Znani ste tudi kot avtorica serije radijskih iger pri psihiatru. Ta serija je imela velik odmev. Ja, ta serija je bila zelo uspešna. Zasnovana je kot igrano-kontaktna oddaja. Namreč ljudje radi poslušamo o težavah drugih. In tukaj je igran prizor 2 ali 3 ali celo mogoče 4 ljudi, ki imajo neko težavo. Eden od njih piše psihiatru za nasvet. Psihiater je tudi sam zelo človeški in krvav pod kožo. In potem so lahko gledalci, se pravi prvi zaplet je bil podan, smo poslušali, potem so pa gledalci oziroma poslušalci seveda klicali in komentirali in ugibali, kakšen bo konec. Namreč vsakič sta bila možna 2 konca. V prvi seriji, prvih 12, je bilo zamišljenih tako, da je bil en konec bolj srečen in drugi manj. In ljudje slovenski so izbirali nesrečne konce. Potem smo, glede na uspeh, takrat smo dobili celo nagrado za posebne dosežke, ker je bil res velik odziv, smo sklenili, da naredimo še drugo serijo. In ko sem se lotila pisanja, sem rekla, ne boste me, zdaj boste pa 2 srečna konca. Tako da so potem lahko izbirali med enim in drugim, ampak nobeden od njiju ni bil prav žalosten. No, tretja runda je bila pa namenjena najstniškim težavam. In smo tudi zastavili predstavitev drugače, ni bilo več vodeno, ampak je bilo preko Facebooka potem lansirano to kot, kot en post na zidu, ne, na Facebooku, vendar odziv ni bil tak, ni bil tak, kot smo pričakovali od najstnikov, ker so seveda poslušalci prvega programa malce starejši, ne, niso glih najstniki. Tako da je bilo pa vse zelo uspešno, to so potem tudi ponavljali. Napisana je še ena cela serija, ampak ne vemo, kako bo z realizacijo. Sama realizacija pa je zahtevna, ne? Seveda je zahtevna, ker je treba najti igralce, ustrezne, jih je treba uskladiti za vse termine, to je zelo veliko snemalnih terminov. In seveda izvabiti iz njih, kar se največ da. Je pa res, da so nam v tej 3. seriji priskočili na pomoč študenti AGRFT, ker je bila serija pač o najstnikih, so se oni zelo lepo poistovetili s temi liki. Tako da to je bilo stroškovno in kar zadeva izkušnje, ena zelo dobra pripravnica zanje za naprej. Ste tudi prevajalka. Ja. Podpisani ste v 5 knjigah in v eni tudi pod delo Agate Christie. Najbrž z respektom prevajalec pristopi k temu delu. Absolutno. Jaz zelo rada berem kriminalke Agate Christie, ker so njeni liki tako dobro psihološko postavljeni, zelo konsistentni, zelo zanimivi, zabavni, duhoviti in popolnoma človeški. Hotel Bertram govori o hotelu, v katerem hotel je narejen kot da je to ena stara stavba z vsem tistim starinskim, z vsem, kar ponuja neko starinsko, v tistem starinskem obdobju, ko je bil London najbolj v razcvetu, ko je bilo vsega dovolj, ogromno čaja iz teh indijskih kolonij, vse, kar so si ljudje lahko privoščili za denar, je tam na voljo. Ampak seveda to ni več resničnost, vmes je bila vojna. Nenavadno je, da je nekaj lahko še vedno tako pompozno, tako grandiozno in seveda to temelji na denarju, ki ne prihaja iz čistih virov. Zelo zanimivo. Povejte nam še kaj o tem vašem trenutku tukaj in zdaj, kaj berete, pišete, sicer novo delo, ampak pustimo to je recimo skrivnost. Kaj berete? Kaj berem? Prebrala sem knjigo Marka Radmiloviča Kolesar. Marko je radijski kolega, zdaj je nekako na vzponu žanr kriminalke. Zanimalo me je po Tadeju Golobu, po tej knjigi Jezero, kako piše Marko Radmilovič kriminalko. In sem prebrala na dušek, ker je super. Ste brali Veroniko Simoniti? Ne, tega pa nisem brala. Krisnikova nagrajenko, ne še. To še moram. Roman Ivana pred morjem. Aha. Kako bo prihodnje s knjigo? Digitalni mediji jo niso požrli? Ja, to se tudi jaz sprašujem, kako bo s knjigo,
ker to je nekaj, kar konec koncev stane, da predstaviš bralcu. Vloženega je veliko truda, pisateljskega, ampak potem tudi vsega, kar sodi k samemu nastanku te zadeve, ki jo lahko primeš v roko. Mislim, da je malo slab čas, ker bi vsi radi vse na hitro in na internetu so stvari tako hitre, da smo dostikrat tudi s površnimi stvarmi zadovoljni. Knjiga pa ne more biti površna. Če hočeš napisati dobro knjigo, če hočeš izdati dobro knjigo, moraš delati stvari natančno, moraš biti precej pikolovski in si moraš vzeti čas. Čas je pa nekaj, česar nam dan današnji zmanjkuje. Jaz nimam elektronskega bralnika, jaz imam rada take knjige. Navijam, da bo čim bolje. Najbrž bo morala država pomagati precej. Mateja Perpar, hvala, da ste prišli na studio in da ste se pogovarjali o vašem novem delu, o knjigah. Želim vam obilo ustvarjalnega navdiha v teh dneh, gotovo ga potrebujete. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost.